Papež Frančišek je v nedeljo 13. septembra z okna apostolske palače zbranim spregovoril o evangeljskem odlomku, ki govori najprej o Petrovi izpovedi vere v Jezusa in takoj nato o tem, kako Jezusu brani sprejeti trpljenje. A Jezus nas uči, da je poslušni služabnik očetove besede in njegove volje vse do popolnega žrtvovanja svojega življenja. Zato je papež v nadaljevanju ponovil Jezusovo trditev, da kdor hoče biti njegov učenec, mora sprejeti to, da je služabnik, kot je to bil Jezus. Mettersi alla sequela di Gesù significa prendere la propria croce. Odpraviti se na pot hoje za Jezusom pomeni sprejeti svoj križ, ki ga imamo vsi, in hoditi z njim po njegovi poti. Un cammino scomodo, che non è quello del successo. To je nelagodna pot, ki ni pot uspehov in minljive slave, temveč tista, ki vodi v resnično svobodo, svobodo od sebičnosti in od greha. Si tratta di operare un netto rifiuto. Gre za odločno zavračanje posvetne miselnosti, ki v središče življenja postavlja svoj jaz in svoje koristi. Ne, to ni tisto, kar Jezus želi od nas. Jezus nas vabi, da darujemo svoje življenje zanj in za evangelij, da bi ga znova prejeli prenovljenega in pristnega. Sveti oče je še poudaril, da smo po Jezusovi zaslugi gotovi, da ta pot ob koncu pripelje do vstajenja, do polnosti življenja z Bogom. Sveti oče je v nadaljevanju znova spodbudil k vsakdanjemu branju odlomka iz evangelija in nagojenje tesnega stika z Bogom v zakramentih. Ob sklepu pa je sveti oče tudi spomnil, da današnja nedelja prinaša tudi beatifikacijo družinskega očeta Samuela Benedikta Dasve, ki je v Južni Afriki pred 25 leti daroval svoje življenje za Kristusa in ob spodbudi, naj se temu in številnim drugim pričevalcem za vero priporočamo v molitvi, je zbrana množica v pritrditev nagradila z navdušenim ploskanjem.